Ja, lep pozdrav, halo, halo. Urgentni video o tem, kaj je ETF, Bitcoin, ETF, a to obstaja, bla, bla, te stvari. Zakaj sem se odločila to narediti? Da probam malo razsvetliti, pa da mogoče rešim par duša, ne. V glavnem, glejte takole, jaz bom zdajle dala share screen, kje pa si? Takole, damo share screen. Tako, glejte, takole pač dobite vi, jaz, tele takele reklame so čisto povsod, a ne, pač ETF, uradno potrjen, Bitcoin, 200 jurjev, britanska banka, bla, bla. Jaz bi to rada pojasnila, zakaj gre. Seveda sami premislite, kako in kaj. Tukaj sem napisala pa še članek. Zdaj, najprej, kaj je ETF? ETF je v bistvu, če čisto po domače povem, tukaj sem strokovno napisala, pač Exchange Traded Fund, torej borzno-trgovski sklad. To pomeni sklad. To so vsi skladi, spoznate življenjske ne vem kakšne sklade, tudi prisilen zdravstven sklad in podobne stvari, a ne. To pomeni, da vi, ko nekam date svoj denar, se lahko poslovite, lahko ga boste dobili ven ali pa tudi ne, a ne. Namreč, ko date v tak sklad noter, se strinjate, da ste kupili dobičke in izgubo. In če ste uleteli noter v času, ko je izguba, ste že takoj, ko vržete not denar, je adijo, šel, ne, je izguba. In zdaj ETF je v bistvu papir, to je delnica, to je delček, košček enega sklada, ena mini košček, a ne. To je obljuba, neka obljuba v prihodnosti, a ne. Torej Bitcoin ETF obstaja. To so pač bogataši so hoteli imeti na vsak način Bitcoin in Bitcoina ni dovolj kot kovanca, kot kriptovalute. Bitcoin je peer-to-peer cash, torej denar, ki gre od enega do drugega človeka iz denarnice na denarnico brez posrednika, a ne. Ni posrednika vmes. Pa če rabiš samo mrežo, to je vse, a ne. ETF je pa v bistvu centraliziran papirčič, a ne, kot dolar in kot evro, na katerem pač imate neko obljubo, da boste nekaj dobili, če bo tako pa tako. Zdaj to, da gre Bitcoin na 200 jurjev, je pač obljuba oziroma predvidevanje. Lahko, da bo šel, možno je, če bodo ljudje v te ETF-e vlagali, pa ne vem, pač bojo ljudje hoteli po vsej sili kupiti tudi Bitcoin, a ne, in ker ga bo premalo na trgu, bo cena rasla, balon se bo napihoval, a ne. Zdaj ETF-e mogoče boste lahko prodali ali pa tudi ne, Bitcoin sigurno lahko prodate kadarkoli, ker je vaša last. Na vaši denarnici, razen če ste enemu dali keš, pa ste rekli: "Daj, kupi mi Bitcoin," pa ima na svoji denarnici, se lahko tudi pod nosom obrišete, ni vaša last. Ker nimate na svoji kripto denarnici, ni vaša last, pika, a ne. Se tukaj nimamo kaj pogovarjati. V glavnem, ti bogataši so hoteli na vsak način imeti pač Bitcoin, in ker se na to ne spoznajo, so nasedli na te ETF-e, tega je vedno več, to je neka poplava nečesa. In ti ljudje, ki se na to spoznajo, sploh na borzi, bojo to napihovali, kakor se bo dalo, in do neke meje, to je dogovorjeno, po mojem mišljenju, ne me poslušati, ampak jaz mislim, da je dogovorjeno, zato ker to se zelo dobro vidi, ko pride do neke cene, potem vsi veliki, vsi naenkrat ven vzamejo in to zgrmi dol in te ta mali so izgubili denar, a ne. Tako da zdaj je ogromno marketinga, pač ljudje na vse možne konce probajo drugim ljudem speljati denar, kakor se le da, a ne. Se pravi, vi niste lastnik Bitcoina, če kupite ETF, to je najbolj važna stvar, da jo veste, a ne, Kako kupiti Bitcoin, to vas jaz lahko naučim tukaj v tem članku, članek sem napisala, boste imeli v opisu tega videa spodaj, kliknite besedo več in pol imate vse živo spodaj, linke, a ne, jih dam in pa moje kontakte. In
dejansko me dobite in vas naučim, vam pomagam, da sami pridete do lastnih kovancev. Ne? In tistega vam nihče ne more vzeti v nobeni krizi. In vi samo pol čakate, da to je pa sigurna naložba, mislim, sigurna. Nič ni sigurno na tem planetu, ampak najbolj sigurno med vsemi naložbami. Ker zdaj veliki vlagatelji vse prodajajo. Čisto vse. Čisto vse. Od bitcoina do delnic, do nepremičnin in vlagajo v dolar. Ne? Se pravi, to je zdaj trenutno smiselno, dolar močno raste, ima vedno večjo moč in ko bo vse padlo dol, po vsej verjetnosti bo dolar pač lahko z vse kupil in takrat bodo bogataši pokupili dejansko tisto, kar bo drobtince. Bodo pokupili drobtince, iz katerih bojo naredili pol milijarde. Ne? Tako nastanejo milijarderji. Na ta način, s pametnim vlaganjem in pač veliki zdaj prodajajo in čakajo. Ne? Da, zdaj, kdaj bojo stvari padle, ne vem, pač jaz vidim neke grafe, neki te ekonomisti, ki so izven sistema, ne, kažejo te navzdol črte, ne, se pravi od držav in vseh teh zadev, ki obstajajo, grejo stvari navzdol in prikazuje se pa v medijih pač marsikaj narobe oziroma, da ljudi vlečejo za nos. Tako da pazite, no, pač ne vem, moje osebno mišljenje to ni nasvet, da ni pametno zdaj v karkoli vlagati, sploh ne v ETF-e pa v delnice. Bitcoin, se ne vem, koliko pa je Bitcoin, samo da pogledamo. Bitcoin. Ne vem, koliko je Bitcoin. Ne gledam zdaj. Ne gledam zaradi tega, ker samo Ksen mene trenutno zanima, vse, kar je z njim. 43,000, pač gre gor pa dol očitno. Aha, ja, takole. No, vse to lahko vidimo na njegovem grafu. Pogledamo, če sploh ta graf v redu, ajde, dajmo 180 dni, kaj se dogaja. Ja, zdaj rase. Zakaj? Zaradi teh reklam, ne? Dajmo 1 leto, maksimalno. Zaradi teh reklam in tega, ne, pač gre gor, tako da vprašanje, a ne. To je odvisno od trga, tega res noben ne more napovedati, kam bo to šlo. Se pravi, več ko bojo ljudje, ki zdaj recimo tudi GVI, če gledamo Ethereum GVI, 30. In zelo niha pa glih zaradi teh velikih vlaganj in pa ljudje, ki prodajajo, zaradi tega GVI-ja, ne, pač močno niha tale GVI, ne. In jaz včasih, mislim, zdaj jaz Ksen delam tako, to bo tudi naslednja delavnica, kripto delavnica, petka, mislim, da je številka. Jaz čakam, ne, pač tako, dam ukaz, da hočem zdaj nekaj poslati, narediti, mintati, klajmati in čakam in gledam GVI, ne, in ko gre tam, ne vem, 60, 100, tudi 200, 300 GVI, čakam, ne, in da pade in čez čas in vmes delam nekaj drugega in dostikrat pade tudi na 10 GVI ali pa 15, in takrat kliknem ok, stisnem in zdaj, če gre v tem času GVI gor, ne, potem se transakcija ne bo izvedla, čakaš toliko časa, dokler ne pride spet do tega. In zdaj pri Ksenu ni problem, sploh ni problem. Očitno so stvari tako sprogramirane, da tudi po 1 mesec lahko čaka zadeva in nihče ne vleti noter in nihče tega ne shacka. Pri Heksu sem imela pa ta problem. Pri Bitcoinu tudi ne boste imeli tega problema. Bitcoin mreža je zelo varna. Nisem slišala, da bi kdo kaj sploh shekal. Ni variante. Shekajo lahko pač denarnice, ko ljudje naredijo neumnost ali pa spletno stran ali pa nekaj centraliziranega. Sam Bitcoin ni šans. Če ga imate varno spravljenega na lastni denarnici, hladni denarnici, ki nima stika z internetom, potem je varno. Absolutno varno. Da nihče tudi ne pride do teh sidov in tako, ne. Zdaj, v glavnem, če Etherscan,
Dajmo pogledati, kaj dogaja, klele tale gvej. Tole je zdaj Ethereum mreža, ne. Uniswap, se pravi, menjajo, ljudje ful menjajo, največ je to. USDT, stablecoin, očitno daje zelo veliko v stablecoin, se pravi, ne zaupajo papirju, dolarju, dajo ljudje zelo veliko v kripto, ki sledi ceni, bitcoina, to je USDT, eden izmed. Arbitrum je mreža, v bistvu je dosti draga mreža, ampak tulele zdaj Xenify recimo lavfa na Arbitrum in je 10-krat hitrejši, hitreje se stvari dogajajo kakor na Ethereum mreži recimo, potem MetaMask router, temu jaz ne bi zaupala sploh, ta je meni pojedel res dosti denarja. Se pravi, ljudje menjavajo iz nečesa v nekaj. Evo, to so USDC je tudi eden od, stablecoinov. USDC je od, ima te ameriške centralizirane borze, USDT je pa, povezan z Ethereum. OneInch, to je pa decentralizirana menjalnica. OneInch, se pravi, zelo veliko ljudi to dela, to je v redu. Coinbase je centralizirana menjalnica. Skratka, vidim, da ljudje več ali manj menjajo. Menjajo, nekaj kupujejo, nekaj prodajajo. Zelo veliko je transakcij in tukaj se zdaj napihuje balon in ko ta balon pride do neke meje, ko so dogovorjeni, vsi naenkrat vzamejo ven, tisti, ki so obveščeni, poberejo dobiček, denar od ljudi, ki niso obveščeni, vse skupaj pade na tla, ljudje se ustrašijo, prodajo vse in takrat tisti, ki so bili na vrhu, kupujejo tisto, kar je padlo na dno. In tako obogatijo. Dajte to razmisliti, no, kar sem vam povedala. Ne verjeti mojim besedam, razmislite sami, raziskujte sami. Tukaj na naši spletni strani sem lepo razložila, kaj je ETF, če je Bitcoin ETF obstaja, imate linke, še druge članke na naši spletni strani, tako da please, dajte si res, stvari prebrati, se izobraziti, preden kamorkoli date denar. Drugače je boljše, da greste zdajle nekam v eno štacuno pa si kupite fejst veliko za jesti, ker boste imeli, več od tega. Dobro, to je bilo to. Najlepša hvala, res hvala za vsak vaš klik, like, šeranje, deljenje, komentarje in če slučajno kdo od vas meni, da so te, naročite se, če menite, da so koristni ti, videi, dajte jih poslati drugim in, če menite, da delam zelo koristno stvar, me lahko tudi podprete. To je vse v opisu spodaj v, tem videu. Kliknite besedico več, se odpre in tam je vse. Lep pozdrav do naslednjega videa. Čau, čau, bodite dobro in zdravo.